Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. V tem času se mi zdi, da se kar precej govori o vitalnosti, ne? Vsi bi radi bili vitki in zdravi, seveda. Kaj pa o možganski vitalnosti? No, o tem se pa manjkrat pogovarjamo. In tudi sicer, ne, takole, ko opažam in se pogovarjam recimo z ljudmi, ko imajo kakšne težave recimo s spominom, ne, ko začnejo kar na veliko pozabljati in vse ostalo, se mi zdi, da se ljudje prehitro kar vržejo, ne, padejo, ne, v to usodo in rečejo, ja, tako pač je, in prehitro posežejo po takih in drugačnih zdravilih. No, s to težavo, s to oviro bi se morali spopasti na drugačen način. In danes bomo govorili o možnostih, o rešitvah, ker veste, da smo sicer usmerjeni k rešitvam. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši združbi, predvsem pa najlepša hvala za odziv. Govorili bomo torej o možganski vitalnosti, tudi o demenci, krepitvi spomina. Vi pa nam boste zaupali svojo zgodbo in svoj pogled, svojo izjemno izkušnjo. Gospa Gašperlin, za sam začetek, kaj je tisto, kar bi morali vsi vedeti, kljub temu, da nimamo zdravstvene izobrazbe, o možganski vitalnosti oziroma o vseh teh aktivnosti, ki so vezane torej na naš spomin? Torej, mogoče malo pozabimo, da so možgani, tako kot telo, ima svoje mišice, možgani so mišica, ki jo je treba seveda trenirati. In možgansko mišico lahko zelo učinkovito treniramo na različne načine. In to tudi sigurno poskušamo. Torej, mi jo z metodo sita in seveda harmonizatorjem dihanja učinkovito treniramo, ker s tem izjemno vplivamo na krepitev spomina, na fiziološko ravnovesje, na ustvarjanje pač teh pogojev, ki jih možgani potrebujejo za neko vitalnost. Vemo pa, kaj nas pravzaprav do tja pripelje, ko pa lahko seveda ukrepamo kurativno, predvsem pa smo danes usmerjeni na preventivo. Kdaj lahko rečemo, moji možgani so vitalni? Moji možgani so vitalni, rečemo takrat, kadar odlično funkcioniramo v spominom, ko se spomnimo, ko lahko prikličemo, ko imamo neko mentalno prožnost, ko ne glede na našo starost, tudi v mladosti se nam zgodi, da kakšno se imena ne moremo spomniti, ampak po določenem premisliku to lahko prikličemo. To so take benigne motnje spomina, ki niso nič zastrašujoče. Seveda v nekih obremenitvah, tudi v mlajših letih ali v kateremkoli obdobju življenja, ko smo pa izpostavljeni določenim stresorjem, pa to občutimo kot neko motno, da se ne moremo spomniti, da priklic informacije ne moremo prenesti, predvsem kratkoročni spomin je v tem primeru problem. Je pa veliko sprožilcev, ki nas pripelje do tega in seveda mi se ukvarjamo s tem, kako to preprečiti. Od česa je torej odvisno, a so naši možgani vitalni ali pa niso? Odvisni so od delovanja, to se pravi, možgani so odvisni od fiziološkega ravnovesja. Ali mi dihamo polno in na kakšen način pravzaprav ustvarimo to možgansko biokemijo. Mi vemo, znanstveno je dokazano z EEG-jem, da ljudje, ki redno, dvakrat dnevno pridejo v globoko sproščeno stanje in ostanejo budni v tem stanju, se občutno jim poveča pač trije faktorji, ki so ključni, da nam spomin dobro deluje, da lahko prikličemo informacije in da so neki jasni pogledi v spomin. To so od endorfinov do dopamina v krvi in to predvsem spodbudi, ko smo mi umirjeni, ko znižamo možgansko valovanje, seveda harmonizator dihanja in metoda nam to omogočata. In seveda ciklična svetloba v harmonizatorju pomaga, da se tudi pride do dekalcinacije epifize, o katerem smo že govorili. No in tukaj je zdaj ključno ostati, saj smo že zadnjič se pogovarjali, ljudje meditirajo, se sproščajo na različne načine. Sita sistem pač omogoča merljivi način znižanja možganskega valovanja. Bistvo tega pa je, da mi v tem stanju nagovorimo, bomo rekli, sivo možganovino, ki pa je zelo pomembna pri nastajanju novih nevronskih povezav,
od diferenciacije teh sinaps in od tega, kako mi hitro lahko prikličemo te informacije z leti ali pa rečemo z situacijami, ki jih imamo, izgorelostjo, izčrpanostjo. Ravno stresni hormoni povzročijo, da se te sinapse skrajšajo in da v bistvu tega spomina ne moremo priklicati. No, o sivi možganovini bomo danes še govorili. Tale trenutek pa bi vas, gospa Ana, vprašala, vi ste poznana astrologinja in pravzaprav pri svojem delu ves čas v kontaktu z ljudmi, si izmenjujete takšne in drugačne zadeve, ampak vi ste doživeli možgansko kap. Kakšna je bila ta za vas izkušnja? Kako ste prebrodili to situacijo, ta izziv v vašem življenju? Moja možganska kap je bila pravzaprav izhaja že iz dolge anamneze kardiološkega bolnika, ker sem pred 2012. leta preživela komo in ob priliki drugega infarkta 2014. leta sem doživela možgansko kap v bolnici v UKC-ju. Za mene je, ko sem se zavedala, kaj se je zgodilo, sem se počutila verjetno kot avtističen otrok. Sem se spomnila samo astrologije mojih otrok in mojega prijatelja. Ničesar več se nisem spomnila in to je trajalo kar precej časa. Toliko so moji možgani delovali, da sem se zavedala, da se je zgodilo nekaj, kar lahko moje življenje ustavi v neki točki, pač da vegetiraš in da me zagrabi panika. Počasi izgubila sem govor, ob priliki iz možganske kapi sem imela prizadeto desno stran. Nekaj mojih prijateljev se je vključilo dr. Simono Šteblajevo, ko sem še ležala na nevrološki kliniki, moj prijatelj. Vsi so se trudili, da mi povrnejo, ker so vsi znaki kazali, da je z mano precej narobe. Jaz sem se počutila kot rahlo bebasta. Vedela sem, da nisem zdrava, nisem vedela, v kateri smeri se bo ta bolezen razširila. Vsekakor niso bile prognoze preveč dobre. Po končanem zdravljenju, po rehabilitaciji v Termah Laško, še vedno je moj občutek, da so moji možgani pomanjkljivi, bil toliko prisoten v moji podzavesti in zavesti, da sem se počasi pretvarjala v neko bilkico, ki bo samo vegetirala. Dejstvo, da sem astrologinja, da sem o astrologiji bila mogoče še bolj perfektna kot prej, da se nisem mogla izraziti, jaz sem imela govor, sem se začela učiti kot mali otrok od abecede. Pri tem je seveda pomagala veliko moja logopedinja, dr. Isovski. Do trenutka, ko je prijateljica Simona mi predlagala in odpeljala tudi v Sita studio, da mi predstavi ta čudovita očala, katera jaz še vedno uporabljam 2-krat na dan, da če želim kaj napisati, če želim se ukvarjati z astrologijo, je za mene neka predfaza, da si dam sita očala na nos, se umirim, kontroliram svoje dihanje, svetlobne efekte. Vendar, to zdaj krasno zgleda, ko vam jaz to govorim, zelo simpel zgleda. Prvič, ko sem ta očala dala gor, verjetno sem pričakovala neki čudež, da se bo zgodil, ki se v tistem trenutku ni zgodil. In za mene, ki sem bila prej hiperaktivna, hitro delujoča na vseh področjih, je bilo, wow, to ni to. Ampak iz dneva v dan z uporabo teh očal sem spreminjala mnenje. In sem ugotovila, da praktično moje življenje še zdaj funkcionira od teh sita očal.
in ko me moji vidijo, da sem v ležečem položaju z očali na nosu, potem vejo, ali se pripravljam, da bom napisala novi članek, ali da bom imela astrološko seanso. Je že postalo sinonim v naši družini, da sem, skoraj bi rekla, odvisnica od teh očal. No, ampak očala niso tisti čudežen hokus pokus, ampak stvari, ki se v telesu dogajajo. Torej, nadzirajo, kontrolirajo naše dihanje in fokus, osredotočenje, kaj ne da? Ja, kontrolira moje dihanje, zato se imenujejo harmonizator, da z dihanjem kontroliram funkcije mojih možganov, ki se umirijo, sprostijo, usredotočijo se na stvar, ki jo želim, krepijo moj spomin. Z uporabo teh očah so se začeli tudi moji ostali spomini vračati, tako da tisti del mojega življenja, ki je bil posabljen, tako kot rečejo, da si dementan, se je začel počasi vračati. Tako da jaz mislim, da sem se zdajle že skoraj 2/3 svojega življenja nazaj dobila. Bravo, čestitam. In se spominjam stvari. Danes sem se skušala spomniti enega izraza, kako se imenuje, ko teče neka oddaja, podnapis na zaslonu, ko se pojavi. In se ne morem spomniti. Pasica, recimo, ne? Ne, je še en drugi izraz. Je še en drugi izraz? Ja, strokovni izraz je še. Mogoče to od vas ve, kaj je to. Gospa Gašperlin, vi prihajate iz zdravstvenih krogov, no, od tam imam tudi jaz izobraževanje oziroma izobrazbo. Nadziranje možganskih funkcij, to ni glih ena stvar, v kateri govorijo na predavanjih oziroma učijo pacijente. Pri tej metodi gre pa ravno za to. V bistvu prva stvar je, da mi vzpostavimo hormonsko in živčno ravnovesje. Mi vemo, da je stres nekako motnje spomina, prve kratkoročnega, povezan z nekimi stresorji. In stresni hormon, tisti, ki so dalj časa izpostavljeni stresnih hormonov, vemo, da se pač te sinapse v možganih krčijo. In spet prideva do te sivine, do sive možganovine, kjer pač se lahko krči, jih poškoduje stresni hormon, ali pa lahko dosežemo, da do tega ne pride. Torej, ta sistem ne zdravi, ampak vzpostavi ravnovesje hormonskega in živčnega sistema in seveda vzpostavi delovanje določenih hormonov, ki nam pomagajo, da so naši možgani vitalni. Ključno je, da smo mi vsaj 2-krat na dan po pol ure v tem globokem sproščenem stanju, ki ga dosežemo preko dihanja in da v tem stanju ostanemo budni. Mi v tem stanju sicer zaspimo vsak dan. Ključno pa je, da možgansko valovanje znižamo in tam v bistvu imamo mi dostop do te nevronske komunikacije, ki pa jo lahko spodbujamo prav s tem načinom. Zdaj, če pa midve še govoriva, da dodava to piko na i, da pomagam še gospe Ani, metoda SITA je sinergija medicine in andragogike. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da mi v tem globokem sproščenem stanju sprejemamo neke vsebine, ki so pač po SITinem protokolu o znanju možganov pripravljene. To je zdaj tisto, kar v bistvu opazimo, zakaj se spomin izboljša, zakaj se nam vračajo neki spomini, ki so bili pač nedostopni in ki so v tem trenutku pomembni. Namreč ta sistem omogoča prav nagovarjati določene nevronske povezave, ki omogočajo izločanje nevrotropnega faktorja, to se pravi beljakovine, ki je ključna za nastanek spomina in je ključna za pomnenje, in je ključna za to, da se mi prikličemo neke informacije.
To pomeni, ko mi znižamo možgansko valovanje, smo v kopeli vsebin, ki so izjemnega pomena za krepitve spomina od daljokotnih tonov do načina, to sva se že zadnjič govorili, in s tem omogočamo, da je občutno več tega nevrotropnega faktorja beljakovine, ki pa nam resnično pomaga, da se spomin izboljša, da so neki jasni vpogledi v spomin, da prikličemo neke informacije, da je prožnost spomina, da smo mi lahko fleksibilni. Na to pa absolutno lahko vplivamo. Mi v praksi to vidimo vsak dan. Kako je zdaj vitalnost naših možganov povezana mogoče tudi z učenjem? Ja. Glejte, sej o tem se kar veliko govori in piše. Učenje tujih jezikov je ena taka zelo znana, rekla, teza, kako ukrepiti vitalnost našega uma z učenjem. In zakaj je učenje tujega jezika v sproščenem stanju tako pomembno, sploh če se upošteva sit in protokol, ker možgani potrebujejo neko novo informacijo, ki jo še niso sprejeli. In vse stare informacije, neke rutine so za možgane pravzaprav tako rekla smrt, ampak vedno želijo nekaj novega, takrat možgani funkcionirajo optimalno. No in način, kako se pravzaprav po metodi sita učimo tujega jezika, je način, kako izjemno učinkovito vplivamo na spominske sposobnosti, na priklic informacij in na seveda prožnost spomina in nekako vse, kar je tem spominom povezan. To ni samo zaradi učenja, ampak programi skozi učenja, ne samo tujega jezika, lahko je po kakšni težji poškodbi tudi materinega jezika. V tem primeru je sistem kot neka dodana vrednost znanje, v bistvu je pa način pomaga, da se nevronsko, pač da možgani med sabo začno odlično komunicirati. No, to mi potrebujemo. In vsak dan vidimo spremembo pri uporabi v našem centru ali pa pač samostojno se izvaja doma. Odlično. Stanje sproščenosti je torej tista osnova, ki bi jo morali vsi doživljati, ne glede na velikosti, starosti in tudi na življenjske izzive, ali je to demenca ali kot je v vašem primeru to možganska kap. Krasno, nadvse zanimivo. Če mogoče samo še tole vprašanje, siva možganovina, se pravi, to je način, kjer preprečimo, da se dogaja tudi to in da damo nekaj možganom, da gredo v tek. Ja, siva možganovina, to se pravi, v sivi možganovini nastaja nevronska komunikacija. In ta je prvo, kar opazimo, je pač pešanje spomina, ko imamo mi pravzaprav preveč stresnega hormona. In v bistvu učenje v tem primeru je res ena taka preventiva, ker siva možganovina je odgovorna za mednevronsko komunikacijo. Jo pa dosegamo, ko se mi sprostimo. Mi v visokem možganskem valovanju nimamo takega učinkovitega prijema, imamo ga pa, ko se mi umirimo, sprostimo, ko smo v koherentnem stanju. V tem stanju z nižjim možganskim valovanjem pa ta sistem omogoča, da siva možganovina se ne krči, ker se krči pri stresu in pri stresnih hormonih, ampak da ostaja vitalna, lahko se celo po vseh raziskavah lahko širi, ne glede na starost. Zanimivo. Najlepša hvala za to razlago. Se mi zdi, da zdaj pa res razumem. Skratka, treba se sprostiti, kaj ne da? Najlepša hvala predvsem za vse informacije, ki ste jih delili, predvsem tudi za vašo izkušnjo, ki ste jo delili z nami in z našimi gledalci. In želim vam še naprej veliko sproščenih trenutkov in pridobivanja znanja in da bi še naprej ustvarjali tisto, kar imate radi. Ta astrologija je tista vaša. Najlepša hvala. Hvala. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, na www.klepetobkavi.si pa lahko najdete tudi kakšno tematiko ravno na to temo in tudi mogoče malce bolj spoznate metodo, o kateri smo govorili, še kakšen posnetek pa na YouTube kanalu. Naj vam bo svet lep.